v sredo. Dobro večer, spoštovane in spoštovani. Tudi tokratna oddaja v sredo bo namenjena motošportu. Pred tednom dni smo se pogovarjali z našimi najboljšimi motokrosisti, nocoj slovenskim avtomobilistom preteklega leta Boštjanom Avbljem, ki si ta naziv zagotovo zasluži tudi v letošnji sezoni po vseh predstavah na italijanskih cestah. O tem podrobneje v nadaljevanju, za začetek pa Boštjan Avblj, dober večer. Dober večer vsem skupaj. Ne gre drugače, takoj vam moram stisniti roko. Čestitke za odlično sezono, minuli konec tedna, drugo mesto na reliju Sanremo in potrditev zmage na najvišji ravni relija v Italiji, in sicer v kategoriji promocione, ki je neke vrste kategorija novincev. Ste že prespali, dojeli, kaj vse ste dosegli letos? Najprej se moram zahvaliti vsem za prelepe čestitke, ki jih dobivam v bistvu še danes. Izredno sem vesel, oziroma sva vesela skupaj z Damenom. Najprej bi se res zahvalil posebej njemu, ker sva skupaj res izpeljala eno čudovito prvenstvo in je ta zmaga v bistvu za najlepša nagrada. Zelo zapleten rally, bom rekel najtežji rally v letošnji sezoni, rally Sanremo, velja za enega izmed najbolj legendarnih rallyjev v Italiji. Direkten boj z Giandomenikom Bassom je bil zame nekaj, kar se nisem v bistvu predstavljal nikoli. S tem, da pač je bilo to v delu dirke, pa če se malo dotakne same dirke, v delu dirke, kjer smo mogli kontrolirati naš tempo, vsi skupaj priti v cilj, zato ker se tudi Giando bori za, bi rekel, naslov podprvaka v absolutni razvrstitvi, tako kot midva, ki sva mogla to dirko zmagati v klasifikaciji promocione, da sva osvojila tudi sam naslov. Tako da pritiski so bili zelo veliki, kar se je v bistvu že takoj v soboto zjutraj videl. Odstopil je en glavni konkurent na prvem brzincu po nekaj 100 metrih, v bistvu enem zelo hitrem levom vinku, ker je pač spet isto, ali bo šel full, ali boš malo pošparil. Luka se je odločil, da bo šel full, ampak se ni šlo. Pač zlomil je avto kar konkretno in odstopil in se poslovil od naslova. In na tej točki je bilo zame v bistvu nekako še teže, zato ker sem bil tudi sam pripravljen iti na polno, pač napadati naslov pač po vseh svojih zmožnostih. Ampak v tistem trenutku nekako sem mogla priti v drugo fazo in samo razmišljati, kako bova končala rally. Vseeno se peljati hitro in pač osvojiti prvo mesto v naši konkurenci, kar absolutno še vedno ni lahko, ampak se je v bistvu ta pristop do same dirke spremenil in sem imel, moram priznati, v moji glavi kar velik izziv. Ljubitelji relija ob omembi Sanrema zagotovo vedo, za kakšno dirko gre. Za vse tiste, ki pa ne spremljajo toliko motošporta, pa informacija, da gre za enega najbolj slovitih relijev na svetu, kar ste že omenili, in je bil desetletja na koledarju svetovnega prvenstva. Na tem ste bili, torej sami ste že omenili, v močni konkurenci, vrhunski. Dobili pa ste tudi zadnje 3 hitrostne preizkušnje, torej ste se spustili z verige čisto ob koncu. Absolutno, po prvem krogu brzincev sobotnega dela seveda smo se v ekipi, v bistvu so mi dali proste roke, da se lahko samo, bi rekel, pripelja do konca in osvojiva pač naslov promocione ali pa se pelja po svojih zmožnostih nekako varno in proba priti čim višjo absolutni konkurenci. Takoj na začetku drugega kroga je odstopil tudi najin timski kolega Fabio Andolfi, ker je seveda se boril za samo zmago, ker je tudi on potreboval. Naredil je napako, bil je v enem izmed ovinkov predolg in pač zadaj odbil kolo in poškodoval dirkalnik, tako da je bil primoran odstopati. In nekako sem tudi sam videl, zdaj, če preveč šparam, imam večji problem, kot če se peljem v nekem zmernem tempu, bi rekel z neko rezervo, brez kakšnih prevelikih rizikov, seveda riziki so vedno na taki dirki. Tako da iz kroga v krog, oziroma drugi krog je bil dosti boljši, popravljal se tudi najne zapiske, seveda tudi poznavanje proge, ko greš prvi čez je nekaj, ko greš drugič je že malo lažje in so bili pač tudi časi brzincev dosti boljši in sva lahko v bistvu iz tega še napredovali naprej. Tu moramo še enkrat razsvetliti vse skupaj. Giandomenico Basso je nekdanji evropski prvak, večkratni italijanski prvak. In na koncu ste mu odščipnili na teh zadnjih 3 brzincih sekundo, pol sekunde. Spomnim se, da sva govorila, da pol sekunde na kilometer na preteklih relih je ogromno, pa se je meni zdelo takrat malo, ampak tokrat ste ga na nekaj kilometrski trasi ugnali. Za
sicer drobec časa, ampak vendarle vam je uspelo. V bistvu je ironija prav ta, da je pred mojo prvo dirko v Italiji, pred Rally Bassano leta 2019, prav Gian Domenico Basso bil tisti, ki je razlagal v bistvu, kako čim hitreje odpeljati ovinke, in to se pravi, mi rečemo tem ovinkom hardi, to so te 180 stopinjski ovinki, ki jih ponovadi peljemo z ročno zavoro. Me je v bistvu on šolal, no, in nisem nikoli mislil, da bom sploh nekako uspel doseči tak tekmovalni nivo, priti tako daleč, in kar si štejem kot izjemno čast. In ja, seveda, tako kot sem rekel, pač San Remo oziroma ta časovni okvir dirke je bil ta, da je tudi on, bi rekel, s to prednostjo, ki je imel, kontroliral dirko, ampak vseeno, poleg vsega pritiska, ki smo ga imeli, je vseeno lepo zmagovati brzince, ne. Midva sta se počutila dobro, vedela sta, da ima kar veliko rezerve in ja, pač šla so v svojem tempu in zadnje 3 hitrostne preizkušnje, ki so jih dobila, so bile še una češenca na torti, ki je res pač nama še toliko dodatno polepšala to dirko. Zdaj, eno je kakovost voznika, dirkača, drugo pa sama tehnologija. Tu imamo v mislih predvsem novo Škodo Fabio Rally 2 razreda, torej najvišjega razreda za tovrstne relije. Takoj mi je v oči padla oznaka RS na koncu, govorim seveda o dirkalniku italijanskega dirkača Gian Domenica Bassa. Absolutno, gre za novo evolucijo dirkalnika, tudi v naši ekipi MS Monareto že imamo en tak avtomobil, vendar smo se, bi rekel, skupaj odločili, da je boljš, da ostanemo na, bi rekel, prejšnjem modelu, na tem aktualnem, na katerem vozva že celo sezono, zato ker avto poznava, na tem praktično vozva zdaj že 3. leto. Gre za avto, ki je zelo kompleksen. To je dirkalnik, ki je namenjen izključno, bi rekel, ralliju iz same tovarne. To ne gre za neko, bi rekel, civilno školko in potem z nekaj predelavami, pač da se ga pretvori dirkalnik. To je res resen tovarniški dirkalnik in omogoča toliko različnih nastavitev, da je v nekem kratkem časovnem okviru težko najti ves potencial, ki ga avto ima, oziroma zlahka se tudi skrene s poti in se gre v bistvu vse nazaduje samim tempom z avtomobilom. Je pa res, da vsaka nova evolucija, bi rekel, avtomobila, avto mora biti, če mora biti hitrejši, ne, od predhodnika, zato ker če bi bilo obratno, se verjetno tudi ne bi obdržal kot model oziroma se ne bi tako dobro prodajal. Povpraševanje po teh avtomobilih je izjemno veliko, recimo časovna doba, ko nekako plačaš oziroma naročiš ta avtomobil, je več mesecev oziroma tudi do pol leta. In ja, komaj čakam, da probam ta avto, nov dirkalnik. Absolutno imamo v letošnji sezoni plan odpeljati vsaj en rally z novo izvedbo. Je pa tako, da tudi sama ekipa pridno zbira informacije, poizkuša, katera stvar deluje, katera ne, in je še veliko dela pred njimi, da bomo v bistvu vsi skupaj v ekipi imeli en, bi rekel, paket, s katerim bomo spet konkurenčni. Naj vnovič malce podučimo vse tiste, ki naj poslušajo, da so ti avtomobili le stopničko nižje od tistih za svetovno prvenstvo VRC, ampak jih mimogrede uporabljajo v VRC2 prvenstvu, na relijih Evropskega prvenstva in tako naprej. Gre za avtomobile na 4-kolesni pogon, imajo 1,6 litrski motor, turbinski polnilnik pa ima 32 mm omejilec dovoda zraka, kar moč motorja omeji približno na 214 kW, z drugimi besedami je to nekaj malo manj kot 290 konj, 5-stopenjski sekvenčni menjalnik. Če sem še kaj pozabil dodati, me kar dopolnite, Boštjan. Zanima pa me seveda, kaj več ponuja, malce ste že sami načeli, ta oznaka RS v primerjavi z avtomobilom, ki sem ga opisal, ki ga vi vozite. Ja, absolutno, številke, mogoče sama moč motorja in sam navor ne impresionira, ne, zato ker tudi velika večina civilnih avtov, ki so mogoče višjega ranga, pač doseže to številko ali pa jo preseže, ne. Gre predvsem za samo podvozje, samo geometrijo vozila, same zavore. Težko sploh recimo potegnem kakšno vzporednico s civilnim avtom. Če se pa dotaknem novega modela, seveda gre za drugačno izvedbo, kompletno spremenjen sam pogonski agregat, drugačen. Kar se pa tiče samega menjalnika oziroma podvozja, samih vpeti, je v bistvu edina razlika ta, da je novejša izvedba 12 cm daljša v medosni razdalji.
Kar je v bistvu tudi glavni, bi rekel, mogoče handicap za samo Italijo oziroma italijanske relije, zato ker Škoda Motorsport nastopa veliko v, bom rekel, evropskih in svetovnih relijih, kjer so po samih konfiguracijah drugačne od italijanskih, zato ker tukaj je res asfalt z veliko prijema in velikim številom samih ovinkov in je tudi sama nastavitev dirkalnika nekoliko odstopa od tiste klasične za mogoče nek drug asfaltni relij, ne vem, mogoče v Nemčiji oziroma Franciji, mogoče na Madžarskem. Tako da je samo nastavitev tisto ta pravo, da si res lahko hiter, kar bi rekel, kar izziv najti. Gre pa tukaj predvsem za nastavitve samih diferencialov, samih hidravlike, se pravi amortizacije vozila in geometrije. Če posplošam, pač so to neki glavni dejavniki, s katerimi se obadamo na samih testiranjih. Predvsem pa nekako ne s kakšno močjo motorja oziroma kakšnimi, rekel, končnimi prenosi menjalnika, ker v bistvu to je znano. Gre se res dejansko v same detajle in se proba najdeti res tista milimeter, dva oziroma pač karkoli desetinko na kilometer več in to pol v sami dirki šteje. Tu bi se še navezal na poznavanje cest, veliko so se o tem pogovarjali med samo sezono, da taki asi kot so Baso ali denimo Andrea Kronjola na domačih cestah niti ne potrebujejo delati zapiskov, ker poznajo vsak centimeter trase, pri vas je pa zgodba nekoliko drugačna, ne? Absolutno so v bistvu letos bila hendikepirana z te strani, če povzamem, je v bistvu so poznala samo nekaj kilometrov brzincev od Rally di Roma Capitale, pač iz relija v Rimu, iz leta 2020. Ostali fantje, seveda, nekateri so, rekel tudi, je to njihov domač teren, recimo nekdo je iz okolice Rima, nekdo je iz mogoče Toskane, nekdo je iz San Rema, kot recimo Fabian Dolfi, ki prihaja prav iz Savone, ki je še ne 100 km stran od San Rema. Nekaj je se voziti po teh cestah s civilnim avtom in nekako to, bi rekel, popisati in potem z dirkalnim pač v sami dirki. Je velika razlika, ker so hitrosti absolutno drugačne so same pneumatike in je težko, bi rekel, ta občutek iz civilnega avta direktno prenesti v sam dirkalnik. Najbolj šteje tisti iz dirkalnika in seveda zdaj z dirkalnikom na sam rally, recimo letos smo imeli 3 prehode, včasih sta 2 prehoda samega brzinca. Seveda mora biti to vse skrbno posneto, ker absolutno šteje v sami prihodnosti za nadaljne rally oziroma nadaljna leta, če se recimo ekipa odloči, da ponovi samo sezono oziroma nastopi na istem rallyju. Si takoj pač v prednosti. No. To je ena taka stvar, ki šteje v bistvu pri toliko majhnih razlikah, ki jih imamo, ker vsi znamo pokoristiti avto, bi rekel, do samega limita, ne. Samo problem je, kje ga dejansko lahko in kje moraš stopiti stopalke za gas, da nisi prehiter oziroma da se ne razbiješ, ne narediš karambola. Torej bi bila predpostavka na mesto, da bi z natančnim poznavanjem cest z Damjanom Andrejko, ki je vaš seveda sovoznik, še kaj pridobila na vseh teh dirkah, ne samo na Sanremu, tudi vseh preteklih v sezoni? Absolutno, če bo naš program v naslednji sezoni ostal enak oziroma pač podoben, da se bomo udeležili vsaj nekaterih italijanskih relijev za državno prvenstvo, bo to za naju že večja prednost, sigurno ne bo v taki formi kot domačini oziroma tisti, ki na teh relijih nastopajo leta in leta. Ampak gre za drugačen pristop, ti točno veš, kje so pasti, kje lahko gre kaj narobe in kje imaš rezervo in seveda iz tega vidika lahko od samega začetka že bolj pritiskaš. Zdi se mi, da ste dvigovali formo proti koncu sezone, torej v Sanremu 2. mesto, predtem 3. na še enem slovitem reliju, Mille Miglia, pa 3. v italijanski razvrstitvi relija v Rimu oziroma 5. v skupni razvrstitvi, ker relij v Rimu je štel tudi za evropsko prvenstvo, predtem pa na Siciliji 5. mesto in 7. na začetku sezone ob še enem odstopu, ki ga morava tu dodati. Bolj ko je šla sezona k koncu, hitrejši ste bili, samozavest, izkušnje, sproščenost?
Res je, letos bi rekel, imamo tudi kar nekaj kilometrov, se pravi od samega začetka leta do danes sva naredila, zdaj ne bom na pamet rekel koliko kilometrov, ampak veliko več kot prejšnje sezone. In ja, spoznaš avto, spoznaš v bistvu spoznaš, kjer si močan, kjer mogoče ti kaj manjka in probaš delati več na tem. In sva se skupaj izboljševala, tako jaz kot Damjan skozi celo sezono, dodala sva tudi nekaj v samih zapiskih in stvar deluje. In ja, tako kot sem rekel, tisti handicap nepoznavanja prog, ja, res je bil bi rekel, tekom celotne sezone, ampak sva nekako s pametnim sistemom, bom rekel, ali pa s pametnim pristopom do samih dirk, to vrzel, recimo zaostanka na začetku dirke in proti koncu nekako probala zmanjšati in na ta račun so tudi rezultati v samih dirkih toliko boljši. Na koledarju italijanskega absolutnega prvenstva v reliju, v katerem ste skupno na 4. mestu, je le še en reli, ki pa ni na asfaltni podlagi, temveč makadamski, gre za decembrski reli Monza. Kako to, da ne vozite na tej podlagi, ker ste se v letošnjem letu tudi že na makadamu izkazali? Gre za v bistvu čist načrt sezone, tak je plan, da pač se makadamskih relijev nismo imeli namena udeležiti, čeprav bomo za reli Monza ta načrt verjetno spremenili po vsej verjetnosti, pač s tem rezultatom, ki so ga dosegla v Sanremu, sva si spet odprla določena vrata in mislim, da lahko skoraj že kar potrdim nastop tudi na reliju v Monci. Velika neznanka za vse nas, ki bomo pač tam ne bo, bi rekel, prednosti poznavanja, nepoznavanja, zato ker bo reli kompletno nov, vse se bo dogajalo v okolici samega dirkališča in po parkih, pač bližnjih parkih. Reli je razglašen kot makadam, ampak bo nekje 55% makadama, 45% asfalta. S tem, da zadnja novica je, da bi mogli voziti vedno na makadamskih gumah, tudi na asfaltni podlagi. Ni še potrjeno, ampak to si štejem, kot bi rekel, jaz imam zelo rad drsenje, rad imam tudi makadamsko podlago in jaz mislim, da je to odlična priložnost za naju, da pokažejo najin potencial. Torej, vam je ta uvrstitev zdaj odprla vrata in nima nobene povezave s tem, da bi morali še kaj pridobiti v skupnem seštevku, ko sem prej omenil, da ste 4. Absolutno je bila to tema našega pogovora v Sanremu po prvem krogu brzincev, kjer smo se v bistvu s šefom ekipe pogovarjali, kaj lahko dosežemo v letošnji sezoni. Seveda sem imel škarje in platno v tem primeru jaz sem tisti, ki sem bil za volanom in sem se odločil. Sem se dodatno potrudil in v bistvu s to dirko v Sanremu sva si odprla vrata do relija v Monci. Vsekakor pa v samem prvenstvu pred sabo ima Fabian Dolfija, ki je najintimski kolega. On se bo seveda nekako vsem probal boriti za drugo mesto, ampak mislim, da v samem finalu če bo potrebno, bo mogla stopiti z gasa in pač spustiti njega naprej. To je bil že v bistvu dogovor v začetku sezone, da si bomo med sabo pomagali in jaz mislim, da se bomo tega kar držali do konca. Nenavadno za avtomobilski šport, ampak tako je, tudi to je moštveni šport nenazadnje. Privoščiva si krajši glasbeni oddih, potem pa pogled usmeriva v vašo prihodnost oziroma se dotakneva še malce vaše preteklosti. Vnovič lepo pozdravljeni na Valu 202 v oddaji V sredo. Gostimo slovenskega relista Boštjana Avblja, ki je vso sezono navduševal na italijanskih cestah in na najvišji ravni prvenstva pri naših zahodnih sosedih krojil sam vrh in je tudi zmagovalec posebne kategorije. Boštjan, v prvem delu sva govorila o letošnji sezoni, o vseh vaših uvrstitvah na stopničke, ste pa italijanski avtomobilistični svet obnoreli že v preteklem letu zmago v italijanskem reli pokalu, postali drugi tuji zmagovalec relija Bassano po poljskem dirkaču Robertu Kubici, ki je vozil nenazadnje tudi Formulo 1. Kako gledate na ta svoj razvoj, napredek v svetu motošporta oziroma natančneje v svetu relija? Zanimivo vprašanje. Že kot bi rekel, mlad mulc sem imel zelo rad pač avtomobile. Neko posebno strast gojim do samih avtomobilov in
tisti zbor, slovenski zbor, Rejstar, ker je bil v bistvu organiziran za mlade, nepoznane, bi rekel, v samem avtošportu, mi je odprl vrata do pač tistih prvih dirk na krožnih dirkah. In potem kasneje, ko smo v bistvu dosegali nek, bom rekel, vrh v pokalnem prvenstvu Clio Cup, nismo več vedeli, kako naprej oziroma kako biti opaženi, čeprav pri samem sebi sem vseeno imel eno drugo disciplino in to je rally, ki pač sem si jo želel tudi sam probati in to smo uresničili v začetku leta 2019 z rallyjem Velenje v Sloveniji, ker smo takoj zmagali v absolutni pač razvrstitvi za državno prvenstvo oziroma v generalni razvrstitvi rallyja Velenje. In potem na koncu leta še ta priložnost, da se pokažem oziroma dokažem v Italiji. Rally Bassano leta 2019, kjer sva v bistvu kot novinca, to je bila najina 4. dirka v karieri oziroma zame, za Damjana, on ima nekaj več dirk, ker je že prej bil tudi sovoznik, seveda. Kot 4. dirko prideti drugi v absolutni razvrstitvi za Damjanom De Tomasom, ki je takrat veljal res za enega večjih potencialov relija v Italiji. Trenutno sva pred Damjanom De Tomasom v sami skupni razvrstitvi absolutnega prvenstva, državnega prvenstva v Italiji. Je bil to res tisti rezultat, ki je naredil boom in takrat so se odprla, bi rekel, mnoga vrata. Obrala sva, bi rekel, izbrala sva tisto pot, ki se nam je zdela najbolj logična, pač za sodelovanje z italijansko ekipo in italijanskim, bom rekel, menedžerjem. Z njim smo nekako probali osvojiti že takrat International Rally Cup v letu 2020, vendar se potem po tistem ralliju za Evropsko prvenstvo v Rimu, kjer smo v bistvu se zakalkulirali oziroma mogoče si želeli prehitro preveč. So se te načrti takrat razblinali, prekinili smo v bistvu sred sezone in potem ponoven kontakt strani italijanskega menedžerja naslednje leto za nek kratek rally na pisti, Adria Rally Show, kjer smo obnovili, bi rekel, to prijateljstvo, to vezo in iz tega gradili naprej. Že v istem letu je prišla ponudba od ekipe MS Munareto, da bi v bistvu z nekim, bom rekel, programom probali skupaj napredovati in seveda sem to z odprtimi rokami sprejel. In zgodba traja še danes. Seveda se s tem letom pač, bi rekel, naš projekt ne končuje. Imamo še 2 leti, bom rekel, na razpolago. Kaj točno bomo počeli, še ne znam povedati, ampak se veselim naše prihodnosti. Slišalo se je, kot bi dobili priložnost, ki ste jo zapravili, pa je bila potem ponujena še ena. Zanima me, kako težko je pravzaprav vstopiti v svet italijanskega avtomobilskega športa, kot tujcu seveda. Sam mislim, da je edina pot ta, da prideš nekam in pač osupneš vse, drugače si pač utoneš v množici, bi rekel, nekih spodbudnih dobrih rezultatov, zato ker sama gneča pred vrati bom rekel, na profesionalno dirkaško pot oziroma kariero je ogromna. In tukaj je veliko mladih fantov, izkušenih, neizkušenih. Sam sem, bi rekel, mogoče že veljam za mogoče nekaj bolj zrele, bom rekel, hitre fante v sami Italiji. Ne? In je težko je najti nekaj več in hiter gre lahko tudi, seveda, stvar po zlu, marsikaj gre lahko narobe. Tu merim na eno primerjavo, da je neverjetno, da imamo v svetovnem prvenstvu v motokrosu tovarniškega voznika in to pri Hondi, ki je največji proizvajalec motociklov na svetu. Biti iz Slovenije pomeni imeti za seboj zanemarljiv trg, ekonomsko po moje sploh ne opraviči podpisa pogodbe, pa vendarle je Timu Gajserju uspelo. Kako pa je v avtomobilizmu? Ne gre sicer v tem primeru vašem za svetovno prvenstvo, ampak za italijansko, ki pa velja seveda za eno najmočnejših na svetu v Evropi, kjer bi domači pokrovitelji, vlagatelji zagotovo raje videli domačega voznika. Vaše mnenje? Jaz mislim, da je tudi sam tim
razkeral oziroma vložil tolikega truda v svojo kariero. Seveda se najprej preizkušal doma in potem se čim prej odločil za tujino, ker je iskal večji izziv. Kolikor vem, so ga tudi njega najprej opazili Italijani in mi je nekako ponudili roko, da se je prebil naprej v samo špico. Pri nas v Sloveniji imamo rajši žoge oziroma smo premajhen trg za avtomobilsko industrijo, da bi bili, bi rekel, zanimivi za res te večje korporacije. Kar je v nasprotju z Italijo. Tam imamo gomarje, tam je, bi rekel, avtošport toliko bolj razvit, imamo tudi samo krožno tekmovanje, imamo legendarne piste, kjer se lahko stvar razvija naprej, različne discipline, ki seveda uspevajo in pa same ekipe, ki so v bistvu nekoč bile ali pa so danes tovarniške in bojo tudi v prihodnosti, ker so zanimive za same, bom rekel, velike korporacije, ki se pač ukvarjajo z avtoindustrijo. In tukaj je ta večja razlika, seveda od podpori zveze, akciji, ki jo imajo, bi rekel, te mladi fantje, ki se hočejo zadevo iti in so pripravljeni garati za dobre rezultate, bi rekel, jim je pot kar olajšana. Nastopate pa zdaj seveda v Italiji z italijansko dirkaško licenco, torej ob vašem imenu na avtomobilu majhna italijanska zastavica. Zakaj je tako? So takšna pravila? Gre seveda zaradi pravil. Slovensko licenco je nemogoče nastopati v italijanskem prvenstvu in osvajati točke za prvenstvo. Pri ekipi smo se skupaj odločili za to, ker klasifikacija promocione obljublja tudi denarne nagrade. Se pravi, naslov prinese 50.000 evrov nagrade, kar seveda ni malo in nastopati, bi rekel, tam slovensko licenco nima nobenega pomena. To ne pomeni, da zdaj nagrada ostane meni oziroma Damenu, ampak je to, bom rekel, budžet, ki gre nazaj v sklad za prihodne relije, za prihodne sezone. In dejansko, pač saj sem tudi zaposlen v Italiji, tam, bi rekel, na pol živim, pol tam, pol tukaj, delam z njimi, tako da mi je všeč ta odnos, ta relacija, ki smo jo nekako uspeli vzpostaviti, res se razumemo, res je neka, bom rekel, toplina, rad sem tam, tudi oni imajo zelo radi in nikakor ne obžalujem te poteze. In govorite že tekoče italijansko, to sem uspel zaslediti v italijanskih medijih. Bi lahko rekli, da ste zdaj že profesionalni voznik dirkač in bi lahko živeli zgolj z nastopanjem na teh dirkah? Sprašujem, ker vem, da v preteklosti to ni bilo mogoče in da imate ne nazadnje v svoji garaži še dirkalnike, ki jih oddajate za dirke. Glede teh dogovorov mogoče jih ne bi šel v same podrobnosti, zato ker je, bom rekel, tukaj kar prepletenih kar nekaj stvari. Ne, absolutno še ne gre za strogo profesionalno kariero, od tega, bom rekel, ne moram plačati položnic. Zato bom rekel, se ukvarjam s svojo ekipo, ki v bistvu si nisem mislil, da bom lahko nekoč delal nekaj, kar me toliko veseli. S svojimi avtomobili, s svojimi fanti, ki jih dejansko pač jim predajam svoje znanje in od tega služim seveda svoj denar. Ni lahko, ogromno investicij, tudi bom rekel, smo v fazi, kjer se širimo. Zdaj imamo v ekipi od leta že 6 avtomobilov, od tega tudi, bi rekel, eden izmed njih odstopa, to je Porsche Cayman GT4, ki velja za, rekel, kar resen avtomobil. Potem pa seveda 2 pokalna tekmovalna Cliota, s podobnimi sem v bistvu tekmoval tudi jaz in 3 Twingi, ki so nekako, bom rekel, začetna točka v svet avtošporta pri nas. Tako da bi si želel seveda pogodbe, da bi mogoče imel kakšen dan več prosto, da se ne bi rabo tako ukvarjati in pač gnati za to, da se pač stvari razvijajo naprej, tako kot se, ampak imam ogromno volje in želje potem, da nekoč iz tega res nekaj večjega uspe. Naj vam tega zagona ne zmanjka, zelo dobro pa ste se ujela pravzaprav z Damjanom Andrejko, ki izvira iz pravzaprav dirkaške družine. Kako je prišlo do tega sodelovanja, da je zdaj že nekaj let vaš sovoznik?
Ja, v bistvu na reli se ne moreš podati sam. Če sem 4 leta prej dirkal sam na krožnih pistah, seveda, ker je to določa disciplina, je reli nekaj obratnega in takrat smo bili v fazi, iskanja izkušenega, kar je zelo pomembno, izkušenega sovoznika. Če je že šofer neizkušen, mora biti vsaj sovoznik izkušen, zato ker gre določena pravila v disciplini relija. Gre za določene pasti, kjer lahko v bistvu hitro si izvoziš kakšen, zaostanek oziroma kje zaideš, mogoče na nepoznanih cestah, kjer neizkušen sovoznik se lahko zgubi v samem roadbooku, napačno zračuna čas na sami etapi in res vsak čas Damjanu, da se toliko angažira za vse dirke, ker morate vedeti, da midva se vozva po poteh oziroma mestih, vaseh, ki so popolnoma nepoznana sredi Italije, recimo na Siciliji. To je res nekaj fascinantnega, koliko ima dejansko stvari naštudirane do same potankosti, same časovne okvire, kdaj, kje, kako, res kapo dol in mislim, da si ne bi mogel želeti boljšega sovoznika. Zdaj ste uveljavljena posadka na italijanskih cestah, kako na vaju gledajo, koliko pozornosti sta deležna? Tako bom rekel, dlje, ko sva dol, bolj ne poznajo, z nekaterimi se razumemo, z nekaterimi mogoče malo manj, kar je, bom rekel, nekaj čisto normalnega. Sem pa vesel, da nekako z najmi rezultati, z najno hitrostjo in vožnjami prikazujejo to, da sva vredna tega zaupanja, od ekipe NM smo na reto in da imamo v bistvu prostor za najne izboljšave in da temu nekako sledijo in nama to uspeva. Nekaj o svoji prihodnosti ste že v prvem delu pogovora govorili, omenili ste reli Monza, torej, ki je neka zmes asfalta in makadama, me pa bolj zanima, kje vas bomo prihodnje leto spremljali. Omenjali ste torej odpiranje teh vrat po vseh dobrih izidih, se morda obeta polna sezona italijanskega prvenstva, ki vključuje makadam, še kakšno dirko več evropskega prvenstva, če imate vsaj že kakšne obrise tega, kako bi izgledalo vaše dirkaško leto 2024? Absolutno, hočemo našo prečko samih rezultatov postaviti še više. Lahko že kar rečem, da najmanj bomo peljali absolutno prvenstvo, se pravi Campionato Italiano Assoluto, kar vključuje seveda vse asfalte in vse makadamske relije. Želimo si pa preboj na evropsko prvenstvo. Zdaj bomo videli, kaj bodo povedali naši pokrovitelji, kakšni bodo dogovori. Jaz mislim, da oziroma naš cilj za letos je že izpolnjen. Sicer imamo še zaključiti še eno prvenstvo, International Rally Cup, v katerem sva bila zmagovalca lansko leto. Če nama še to rate, jaz mislim, da imamo italijansko državno prvenstvo, se pravi absolutni konkurenci, potem nekako zabetonirano, to je to. Za evropsko je pa seveda, ker je to finančno zelo zahteven projekt, bo treba pa se usesti in videti, kakšne so možnosti ob koncu sezone. Je možno, da se v ta projekt in vaše vožnje vključi še kakšen slovenski pokrovitelj? Nenazadnje imamo veliko industrije povezane z avtomobilizmom. Absolutno je na nas, da v bistvu same potencialne, partnerje obvestimo o nas, o naših načrtih in upam, da se nam pridruži tudi kakšen slovenski sponzor, seveda. Morda bo pomagal pa ravno ta najin pogovor. Ko že omenjava domovino, če kaj vas pogrešamo na naših cestah, nastopili ste vsega 3-krat, 2-krat pometli s konkurenco in to že na svojem prvem reliju, pa ste takrat skorajda prvič sedeli v dirkalniku za to zvrst avtomobilskega športa. Res, da ste prej vozili krožne cestne dirke, kar ste tudi že omenili, ampak podatek pa drži, prvič v avtomobilu in zmaga na Velenju, ne? Absolutno je, takrat sva mogoče šokirala bolj kot samega sebe, širša populacijo, ki spremlja ta šport. Nekako jaz sem vse vedel, da imam ta potencial, da se peljem hitro. Ampak ja, to so bili začetki, to je najina zgodba in vedno si želim napredovati oziroma si želim večjih izzivov in ne vem, če si nekoč bil v osnovni šoli in hočeš, ne vem, se iti šolati neko srednjo šolo in iz tega nekaj imeti, potem verjetno nimaš namena iti nazaj v osnovno.
ne da bi zdaj kogarkoli hotel užaliti, ampak taka je moja pot, tako razmišljam na tak način in sem se pripravljen še naprej boriti. Mogoče ne v prvenstvih, kjer bom zlahka dosegel prvo mesto in pač s ponosom dvignil pokal, ker mi to ne pomeni. Veliko več mi pomeni to, da kot sam šofer napredujem s svojo hitrostjo, s svojim znanjem in izkušnjami, pa tudi, če je to mogoče na koncu 4. mesto, 8. oziroma kakršnokoli že, mi je to toliko večje zadovoljstvo in bom k temu stremel še naprej. Ta vaš odgovor me ne navdaja z optimizmom, da bi navdušili vse ljubitelje dirkanja ob naših cestah, kajti tudi na naših relih je tudi do 10.000 navijačev, torej je ta odgovor najbrž ne. Mislim, absolutno vsak šofer oziroma vsak voznik, ki nastopa, bom rekel, ali so to krožne dirke ali to rally, najbolj toplo je nastopati doma, zato ker imaš prijatelje, imaš širšo publiko, ki te pozna, ki zate navija. In iz tega pridejo, bi rekel, posebni občutki in je to nekaj najlepšega, pač nastopati doma in tukaj zmagovati. Ampak ker dejansko ta situacija, ki jo nekako imam z italijansko ekipo, tega ne omogoča, sem dal to na strani. Upam, da bo mogoče kakšen navijač pa prišel v Italijo pa pogledati kakšen rally oziroma nekam, kjer bo najbližje in bomo tam se skupaj poveselili mogoče lepega rezultata. Pa sicer spremljate kaj naše rally prvenstvo, morda tako kdaj v živo ali pa prek medijev, kako drugače? V živo letos nikoli, seveda, ker imamo pa vsi smo aktivni na socialnih medijih, prebereš marsikaj, vidiš tudi kakšne čase in bi rekel, mogoče imamo koga, ki dejansko izstopa, ki je na pravi poti, da doseže tudi kaj resnega v tujini in tega se veselim. Če vas tako vprašam, morda še kaj manjka slovenskemu reliju, da bi še kdo prišel na vašo raven in se pomeril torej v tujini izven naših cest? Mogoče to, da ne se bati nekam ven in pač poizkusiti nekaj več, mogoče kdaj boli, ker vedno se ne izide, taka je realnost, ampak če pa kaj rata, lahko rata pa kaj lepega, kaj zelo uspešnega in mislim, na tistem je treba potem graditi naprej. In mislim, da je to edina pot, pač tujina, če hočeš napredovati, bom rekel, krožati doma po istih brzincih, istih rejlih, leta in leta, jaz mislim, da bolj nazaduješ, kot pa napreduješ. Boštjan, pišete zgodovino slovenskega avtomobilizma, vaš primek pa je sicer že zapisan v slovenski motošport. Vaš oče Marjan je bil prvi slovenski oziroma takrat jugoslovanski motokrosist, ki je osvojil točko svetovnega prvenstva. Kako to, da niste tudi vi končali v motokrosu in ste končali pravzaprav na 4 kolesih? V bistvu, če se prav spomnim, z bratom sva nastopala sezono v 85-kubičnem razredu. Jaz sem podmladku, brat v članih, ker je pač 2 leti starejši, ampak smo zaradi primanjkanja pač financ po tisti sezoni zadevo zaključali. Od tedaj naprej v bistvu je ta pot čist nekaj, bi rekel, pot zase. Avtomobili so druga zvrst, drug pristop, finančno bom rekel, tudi dosti dražje in sam bi rekel, z družinskim proračunom absolutno se tega športa ne bi mogel iti in sem izredno vesel svoje poti, da se je odvila, kakor je in da se bo odvijala naprej še, bom rekel, še v boljšem slogu v smislu samih rezultatov. Jaz verjamem, da bi se tudi na 2 kolesih izkazali in blesteli, ampak le nadaljujte kariero, kjer ste jo začeli, torej v svetu relija. Ne samo, da ste odličen voznik, izkazali ste se tudi kot super sogovornik. Boštjan Avbelj, hvala lepa, ker ste bili naš gost in srečno pri nadaljnjih podvigih. Hvala lepa, nasvidenje. V sredo